Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristjan Kostečnik. Dober dan, pater Kristjan. Dober dan. Dober dan, draga Slovenija, vsem, ki ste v tem trenutku z nami, spremljate našo sobotno oddajo, morda celo redno vsako soboto. Advent je čas, ki odpira številna vprašanja, številne teme, pričakovanja, odpira srca ali pa jih stiska v samoto, v brezup, ob teh dneh vedno daljše noči, pa hkrati toliko upanja v zraku. Morda se najprej ustaviva z eno spodbudo, Kristjan, pri tem pričakovanju. To je obdobje, ki ne traja samo za čas enega drsljaja po telefonu, ampak kar traja in je treba v njem vztrajati. So bili tega nekoč bolj vajeni, kot smo danes? Ja, to je tako dobra tema. Upanje. Kaj je upanje? Upanje je zmeraj zelo močno podkrepljeno z vero. In res, da so včasih ljudje bili bolj verni, veliko bolj so bili živeli z naravo, krajši čas so živeli, veliko bolj so se tudi borili za vsakdanje življenje, veliko bolj so bili tudi hvaležni za vse tisto, kar so imeli. Danes se to seveda malo razširilo, stvari dobimo, ne. Je pa res, da je pa naša vera danes še veliko bolj na prepihu, kot je bila kdajkoli drugje, kjerkoli, s komorkoli. Mi danes živimo v enem svetu odnosov, ki so res postali zelo kritični in istočasno zelo nagrajujoči in istočasno tudi izjemno pomembni. Ničesar ni več tako pomembnega, kako živeti v dobri družini, dobrem odnosu z dobrimi ljudmi, ki jih imaš rad, ker se uresničuješ. Torej kritični prav v tem pomenu, zelo pomembni. Ker danes govorimo ogromno o tej izgorelosti, kjer smo v svoj čas mislili, da so to ljudje, ki preveč delajo, pa so deloholiki, pa zaradi tega izgorijo na delovnih mestih. Danes vemo, da je izgorelost neka čista drugačna dimenzija naših odnosov, da tam, kjer ljudje niso na delovnih mestih z odnosi urejeni, kjer se oni v odnosih ne uresničuje, kjer odnose niso tisto, kar bi njim prinašalo res pravo srečo in notranje zadovoljstvo, da je tam izgorelost doma. In upanje nekega mi tukaj dajemo, upanje je, da vedno znova verjameš, da se bo nekaj zgodilo. V naši veri, celotna stara zaveza je na samo upanje, da bo nekdo prišel. Kristusovo rojstvo in od takrat dalje je spet eno samo upanje, da se bo nekaj zgodilo, da nas bo Bog poiskal, da bomo z njim zaživeli, da bomo spremenili nekaj novega. In to pomeni ena takšna drža, ki jo kristjani imamo, premočrtna drža upanja, da je jutrišnji dan lahko drugačen. Kaj dela človek, ko upa? Človek, ki upa, veruje, da je nekdo, ki vse vodi, da tudi jaz se odločam vsak dan, da bom naredil nekaj, kar je najboljšega v meni, da bom ljubil, želel, hotel, bom dober, bom dobrosrčen, bom prijazen, bom pošten. To je to upanje, ki mene vodi potem do tega, da sem dober človek. In to je tisto najbolj osnovno upanje, da bom tudi srečen, da bom družino, ki jo imam, da bom odnose, ki jo gojim, v tistih najboljši jaz. Upam na najboljše, upam na srečo. To ni iskanje loterija, to ni iskanje želja in potreb, ki jih imamo, ki si jih zaželimo vsi za te praznike, da bi bili srečni, zdravi, bogati, imeli polno vsega, uresničili se svoje sanje. To so želje. Upanje pa je tu veliko močnejše, ker pomeni, da tam, kjer pa upaš, tudi verjameš, da se bo to zgodilo in moliš za to, da se bo to zgodilo. Vse naše molitve so molitve upanja. Tam, kjer upaš, da se bo nekaj zgodilo, tam tudi tvegaš, da moliš in se drzneš in prosiš Boga za stvari, ki jih imaš v svojih načrtih. Da boš ljubljen, da boš ljubil. Če se mladi ljudje odprejo drug drugemu in skušajo narediti iz sebe najboljšega sebe, da so odprti za ljubezen, se ljubezen zgodi. Dokler tega upanja oni ne gojijo, da so sposobni in da imajo upanje v sebi, da so vredni ljubezni, da so vredni tudi za upanje, tako dolgo je težko biti v kakršnem koli odnosu. Pa smo že takoj tam pri še tem zlogu za upanje,
zaupaš nekomu daješ svoje srce, nekomu daješ svojo ljubezen, upaš dati nekomu nekaj, ne, si drzneš nekomu ustvariti svetišče v sebi, bomo rekli žarišča ali pa ognjišče v sebi, kamor se lahko ta človek sprehodi, ogreje, počaka, je ob nas, se odomači v našem svetu. To je vse stvar upanja in tudi vere, da si ti tudi tega sposoben narediti in če nisi, potem da zmoliš se to. Kar je zelo težko, če je za človekom kakšna grenka, težka izkušnja, kjer je bilo zaupanje zlorabljeno. To grenko izkušnjo imamo vsi. Teh grenkih izkušenj je ogromno in veliko ljudi seveda potem obupa, ne? Torej je ob upanju odstal sam in si ne upa več ničesar novega tvegati. To so seveda tiste težke zagrenjenosti, ki so potem zelo močno v zvezi tudi z odpuščanjem, ki so v zvezi z miro, ki so v zvezi s kakšnimi težkimi konflikti, ki jih ljudje nosijo, vse v zlorab, travm, vsega tega, kar zelo dobro poznamo, ne. In advent je pa mogoče najlepše rečeno in čas izjemnega čiščenja, ki ga imamo zdaj še vse do Božiča. Zdaj je bil Miklavž, ki je nas obdaroval, ki ni samo zdaj prinašalec darov, ampak je tudi svetnik dobrote. Koliko je teh Miklavžev v nas, kaj smo sposobni narediti, na kakšen način lahko mi Miklavže imamo. In potem Miklavže po tej dobroti vsi globoko hrepenimo. Jaz se še vedno spominjam let nazaj pri študentski skupini, vem, da smo enkrat naredili enega Miklavža, ne? In so tudi naši animatorji se spomnili in so rekli, kaj pa, če bi mi letos tem otrokom malo skušali spremeniti tega Miklavža, pa bi recimo prišli samo angelčki, ne, res angeli pridajo in so naznanili, tudi teh parklov je bilo malo manj, ne, ampak angeli so naznanili, da je Miklavž letos pa tako zaposlen, da ni ravno pregorel, ampak ni okrog. In bodo samo angeli. In bodo samo angeli. In otroci so tisto nekaj časa gledali, to prizoritev teh angelov, ki so plesali, ki so bili vljudni, prijazni, prihajali okrog ljudi in znali dajati osnovno občutje nežnosti, ljubezni, seveda svojim petjem jih prevzeli, ne, se dobesedno stalili z njihovimi otroškimi srci, ampak naenkrat so začeli te mlade punčke in fantki skandirati, hočemo Miklavža. In niso dali miru, dokler se res ta Miklavž ni pojavil. Kaj hočemo povedati? Hočemo to dobroto. Človeško srce hrepeni po dobrem, upa na najboljše, hrepeni potem, da pride nekdo, ki te obdari, hrepeni potem, da pride nekdo, ki te zastonjsko objame in te da ljubezen. In to je Miklavž. In ta Miklavž so seveda tudi vsi naši starševski prejemi, prijateljski, ljubeči, ljudje, ki smo si blizu, ki si hočemo drug drugemu pokloniti najlepšega sebe, pokloniti svojo ljubezen, svoje hrepenenje, svojo notranjost, da lahko se ti ljudje ob nas ozrejo vase, ne, ob nas zrcalijo, skušajo narediti nekaj dobrega iz sebe. To so te, ne bomo rekli žrtve, bomo rekli, so ta dejanja, ki se za njih odločiš, so stvar upanja. Upaš, da boš s tem, ko vstopiš v svet drugega, njemu prinesel nekaj lepega, nekaj dobrega. Včasih upamo tudi, da bomo kaj spremenili tam, ne? Včasih upamo, da se bomo tudi mi spremenili ob njih, ne? Vemo pa, da največje upanje pa je odnos, kjer se pa vsi spreminjamo. Če mi gojimo odnose, se tam čisto si spreminjamo. Drugega bomo težko kdaj spremenili, ne? Ampak odnos pa spreminja vse. To je ta naš Bog, ki je vstopil v nas in z nami je zgradil nov odnos, ko se Kristus rodi, to je neko največje upanje, je ravno ta odnos z Bogom spremenil vse nas. Nam je dal novega zagona, novega upanja, novih smeri, nove vizije. Ampak ko smo prej govorila tudi o obupu, ali je kdaj odnos na takšni točki, kjer je bolje prekiniti in reči obupam in grem naprej drugače? Tam, kjer ni odnosa. Velikokrat ljudje, ko ugotovijo, da so živeli v enem skrajno, ljudje rečejo po domače, bednem stanju, kjer oni enostavno zaživijo, da jih nihče več ne razume,
da jih ljudje ne čutijo, da jih recimo partner sploh ne živi več z njimi, da je tam nasilje, da se tam dogajajo, včasih celo rečemo zlorabe, ki tudi niso preveč redke stvari, ki jih ljudje danes doživljajo, nezvestobe, ki je čista zloraba zaupanja. Tako vemo, kako to globoko boli, in je res, da zlo narediš iz nečesa, kar je bilo prej najbolj globoko upanje in pa ljubezen, ki ti je nekdo poklonil, da tam ni več odnosa in ljudje seveda začnejo potem drugače razmišljati. Se na terapijah velikokrat srečamo te ljudmi in rečemo, zdaj pa se moramo odločiti, se ti sami povedo, ali lahko gre skozi vse to, ali se je tam preveč nabralo vsega, da enostavno ni več poti nazaj, še zlasti tam, kjer so take groba izdajstva in nasilje in zasvojenosti vseh vrst, tam seveda je to upanje, potem samo še želje, da bi se nekaj spremenilo, ker upati mora tisti, ki je recimo v takih krizi in zasvojenosti ali notranje razorvanosti. Če on začne upati, da bo drugače, potem bo začel moliti, potem bo on najprej sprejel odgovornost za svoje stanje, v katerem je, in od tam naprej delo korake. Če tega ne naredi, smo mi lahko vsi zraven z najbolj upajočimi srci in vero in vsem, ampak je dejansko od njega odvisno in tvegamo zdaj, ali bomo s tem živeli naprej ali ne. Je pa res, da ljudje v teh naših sodobnih svetovih živijo včasih v skrajnih brezupnih razmerah in gojijo to dalje. Bomo potrpeli, delamo zaradi otrok, finančne stvari nimam kam iti, bom pač potrpel, živimo vsak zase. In odnosa ni. In odnosa seveda že dolgo ni, ker odnos se hitro skrahira, če ga ne gojiš. Odnos je nekaj, kar moraš gojiti vsak dan. Odnos je nekaj, kar misliš na to vsak dan in gojiš vsak dan in ti je pomembno, da vsak dan vstopaš v ta odnos in ti je pomembno, da skušaš vzpostavljati ta odnos in ga gojiti in ohranjati vsak dan. Če tega ni vsak dan, potem ti odnosi, jasno, da so kdaj kakšne krizne situacije, ko malo potegnemo vase, ampak za vse zakonce mi danes zelo glasno, jasno rečemo, če je vajen odnos dovolj močan, da boste lahko prebrodila tudi vse take krize, ki nastajajo v zvezi z otroci, z boleznijo, službami, stresnimi situacijami, odhodi ljudi, vse karkoli se že dogaja v življenju, če je to še zmeraj ta odločitev, mi dva skupaj se soočava z vsem tem, potem je to en odnos, ki je najbolj nagrajujoč. Če jih pa vsaka taka stvar razgradi, potem pomeni, da je ta odnos silno krhek. In odnos je nekaj, kar moramo zelo globoko graditi, ker najprej sva midva takoj po tem poročnem dnevu ali zaroke, ali kadarkoli se ljudje pač že odločijo za odnos, sta vidva prva, prvenstvena in sta vidva tista, ki morata skrbeti za ta odnos, ker ta odnos je odločitev. In če ga gojiš, če ga ne gojiš, je hiter razpad, ni nekaj brezpogojnega, kot je oče, otrok, mati, otrok, tam si vedno njihov, ne glede na to, ta odnos se gojiš ali jih ne gojiš, vedno pripadaš, včasih zelo boleče, včasih zelo travmatično, včasih z velikim razočaranjem in žalosti, ampak vedno si tam. Medtem ko odnosi, ki so pa na odločitvah, ljubezni, najprej zaljubljenosti, so pa odnosi, ki so vedno na prepihu, ali ga gojiš ali pa tega odnosa ni. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala. Tam, kjer je odnos, tam se stvari spreminjajo. Pride tudi do izraza to upanje, ampak včasih so, Kristjan, naša pričakovanja zelo, zelo velika in želijo obroditi sadove takoj. Pa je treba tudi včasih počakati. Tisti, ki upa, tudi čaka. Ja, upanje je temeljno zvezano s čakanjem,
ker si moraš dati čas, da dozoriš. Upanje pomeni tudi dozorevanje. Upanje ni samo neka enkratno čustvo, nekega gojiš in potem rečeš, v redu, ni šlo, gremo dalje. Upanje je nekaj, za kar si prizadevaš, kar gradiš, kar nenehno vzpostavljaš dnevno z novimi molitvami, novimi željami, novimi potrebami, novimi odgovornostmi, ki jih imaš. Potem se lahko to zgodi. Imamo ljudi, ki upajo in ki verjamejo v svojo notranjo intuicijo, bomo rekli, neki upajo, da tisto, kar oni hočejo, da je tisto pravo, zelo pomembno. Verjeti, da tisto, kar čutiš, je res pravo, ker potem lahko tudi upaš, da se bo to zgodilo in se bo. Ko moliš, da upaš, da boš tisto tudi dobil. To je nekaj zelo pomembnega. Kristus tam sam nam obljublja, če boste molili 2 ali 3 v mojem imenu, bom jaz tam sredi med njimi in vam bom spomnil to. To je ta osnovni upajoči spektr vere in upanja in seveda globokega zavezujočega odnosa, da se odločiš, da boš to res tudi spremljal in to tudi naredil. In tle imamo mi izjemno moč. Se pa seveda zahteva vera in upanje. So seveda včasih tudi kakšna krepka razočaranja, saj taka začasna, ker ne dobiš tistega, kar si tako dolgo želel in upal. Ali pa ne takrat, ko misliš, da bi... Takrat, ali pa dobiš nekaj drugega, ali pa se druge obzorje odpre, drugi horizonti razprejo naenkrat pred tabo. Je pa zelo pomembno res vztrajati. Ker če vztrajaš na tej poti, potem se to zgodi in če te kdaj zavrne, vztrajaš dalje. Koliko ljudi danes reče enostavno, me je zavrnila, me je zavrnil in sem enostavno učil, se ne bom prosjačil, se ne bom poniževal, ne bom tega delal, to ni upanje. Upanje je najdeti novo pot. Mi imamo eno tako zelo zanimivo dinamiko med ljudmi, ko reče mož, rabim navodila za uporabo. In žena bo rekla, navodil za uporabo ni, ti moraš sam najti pot do mene. Ne vem, kaj ne naredim. Vsi vemo, da to upanje, ko sta začela ona dva hoditi, je on to upanje imel tako globoko v sebi, da je zaupal sebi, da bo ta dama enkrat njegova. In je vse naredil, da je bila. Potem se mi malo razpustimo, čustveno, malo se, bomo rekli, polenimo celo, navadimo drug na drugega in kar nehamo upati, da je to tisto. Da bi vsak dan znova iskal poti drug do drugega. Ker ženska to nujno potrebuje, reče, če sem jaz tvoja res najbolj ljubljena oseba, boš ti vedno najde pot do mene. Ker ženska bo najdla pot do moškega, ona je mama, ona najde pot do otroka, moški moramo včasih narediti kakšen korak izven svojega orbite, svojega razmišljajočega, torej pač... Iz svoje votline. Votline, bomo rekli, zelo po domače, svojega cikla, in potem bomo hitro najdli. To je, ali imaš zadosti zaupanje vase, da si še vedno vreden tega, je še naslednjo. Je ta Božja prisotnost v tebi tako močna, da si ti kot Božji otrok vreden biti ljubljen kot eni želen? To je takšna naslednja, najmočnejša upajoča drža, ki jo ljudje gojimo, jo imamo. In če zaupaš samemu sebi, mi bomo vedno našli pot do sočloveka. To je zdaj, to drznost, seveda, je tudi pogum, je vera, je tudi molitev, seveda je pa vedno znova odločitev, ali hočeš to narediti ali ne. In mislim, da ti dnevi decembrski okrog Božiča res kličejo naravnost k temu, k tej odločitvi in bližini, zavestni bližini in temu, da spet pridemo drug drugemu. Pa če se ozreva zdaj še k mladim, danes je drugače, kot je bilo, ko se mladi srečujejo in iščejo sopotnika za vse življenje, se zdi, da so zelo zahtevni, da ne gre tako hitro, kot je šlo včasih in da kar dolgo časa traja. Mislim, da je to ena nova doba, ki je zelo pozitivna. Ti ljudje so predvsem zelo prestrašeni. Danes se ljudje dobesedno bojimo drug drugega.
nam je velik napor enostavno srečati sočloveka in ga nagovoriti na način, da bi postal tvoj bližnji. Ti mladi ljudje se znajo zabavati, tudi brez vseh substanc, ki so tam, se znajo marsikaj prirediti, so inovativni, inteligentni, ustvarjalni, se to vse naredijo. Ne. Je pa res seveda to eno tveganje. Ne. Tudi mogoče mi veliko premalo poudarjamo tudi to, da so naše skupnosti, naši kraji srečevanj, tudi srečevanje, kjer se ljudje opoznavajo, kjer skušajo navezovati stike, prijateljstva, da se tam tudi srečajo. Pri nas je tega ogromno, ker jih je pač veliko teh mladih in se srečuje in jih poročamo vsako leto, ki se srečuje v teh skupinah in se najdejo tam, in je mogoče to malo lažje, kakor samo iti na neke zabave, in tam srečevati človeka, če slučajno kdo pride okrog in se obregne vate in reče, ti si pa lepa, pa si doslej blane, se res, ti bi pa mogoče lahko bil, pa ga nas skrivaj opazuje, kako in kaj. Ne. To je v teh večjih skupinah, tudi po maši, pa pri pevskih zborih, pa pri veruku, pa vse posod je to eno izjemno področje, kjer se veliko govori tudi o spoštovanju, odnosih, ljubezni, veri, Bogu, njegove prisotnosti, naše molitvene drži. Tam se ljudje spoznajo, se hitro začutijo, kdo je tisti, ki bi spadal v tvoj svet in kaj bi naredil. Ne. Ker konec koncev hodijo tudi takšni na takšna srečanja, ki jih to zanimajo. Če mi tega ne jemljemo potem smo zgrešili, ker govorim o odnosih in Bog je v odnosih in Bog je tisti, ki spodbuja odnose, ki spodbuja ljubezen, ki nam daje to osnovno motivacijsko silo in pogum, da ljubimo, da se odpiramo. Je pa veliko strahov danes. Ti ljudje imajo včasih takšen strah, ki se veliko čudim v kakšnih skupinah, nekaj jih sprašujem, pa kako je to, ko te punca zapusti, pa reče, jaz ne vem, kako to zgleda. Pa so ljudje, ki so stari čez 20, pa še nimajo tega izkustva. Vez ne pravim, da je to izkustvo bistveno za življenje, ampak da zaljubljenosti ne poznajo. Pomeni, da je tak strah čisto globok notranji, niti nezaveden, da pred tem, da odnosi lahko tako globoko razdirajo, tako globoko se zažrejo v naša notranjost, naše srce, tisti, ki so seveda odnosi, ki so vodili v razpad družin, odnosi, ki so dobesedno zažrli v naš svet in nam razkrojili vse tisto, kar smo hrepeneli, ljubili, za kar smo upali, da se bo zgodilo, tisto, po čemer smo načrtovali in hrepeneli, da veliko krat potem ti ljudje zaradi tega, ravno zaradi teh notranjih ran, kot jim rečemo, si ne upajo niti zaljubiti, niti ne vejo, da jih je strah. Samo enostavno jim ni nihče tako privlačen, da bi stopili k njemu. In je to tveganje. Preveliko tveganje. Kaj to pomeni, da bo v prihodnjih desetletjih več samskih? Mi imamo eno poplavo teh ljudi, ki danes živijo izven zakonske skupnosti, in jih včasih zelo globoko obsojamo, in zakaj to in zakaj ono. In živijo leta in leta skupaj, brez kakšnih velikih ozirov, zakaj ja, zakaj ne. O tem niti nočejo razmišljati. Jim je preveč tuje, da bi oni naredili neko zavezo, da bi se poročili, zaročili, ne vem kaj. Te varnosti oni več nimajo oziroma ne verjamejo več v to varnost. Tega upanja tam ni. In je res nujno tale advent v vseh nas uvesti izčiščenje teh odnosov, da začne spet upati, ljubiti, tvegati. Verjeti, da si lahko ljubljen kot eni želen. Ker tle je ne, da jaz nočem tega, da nočem obredja, da ne vem, kaj vse se že dogaja, ker vemo, da ti ljudje, ki živijo skupaj, so potem tudi legalno, pravno pred družbo in državo pač prepoznani kot ostali ljudje. Ampak oni živijo dejansko bomo rekli, na izposojo, na šenk, rečemo tako grdo. Kje smo zdaj mi s vsem tem? Strah je močnejši od tega, da bi mi se zavezali. Oziroma je vnaprej en tak zasilni izhod. Zasilni izhod, da se nočem vezati, da imam vedno izhod, da vedno lahko odidem. In ta izhod in ta vedno lahko odidem je pa zelo katastrofalno, moramo to povedati, vpliva na odnos, ker v bistvu nikoli nisi v polnosti tam.
Vsi se ti ljudje ljubijo, so skupaj načrtujejo, ustvarjajo vse, ampak tistega dokončnega da ni tam in jim to zanimivo daje eno varnost, da lahko vidno odideš. Si zavezan, nisi strogo samo tu, vedno lahko odideš, čeprav so zelo, zelo, zelo razočarani, če se to razdere. Včasih še bolj, kot oni, ki so zavezani. Ne? Ja, kaj pa, če pogledava z druge plati, ali se lahko zgodi, da prav ta dokončni da in brezpogojno ostati v zvezi tudi pritisne in povzroči stisko, tesnobo, seveda, strah. Tega je ogromno, ne? So ti ljudje pripravljeni, tam se oni za začetek seveda to odločijo in potem je pa grajenje, gradiš ali ne gradiš. Kar mi tle govorimo pri teh, ki niso nikoli se zares odločili drug za drugega, je vedno to tveganje, se midva gradiva ta odnos ali ne. Smo midva samo cimra, smo samo občasno se združujeva, sva skupaj ali nisva. Mi imamo celo med mladimi, tam že v osnovnih šolcih, 9. razred, 1. gimnazija, ne, ko se govori o tako imenovani occasional relationship, ne, oni imenuje to se pravi slučajnostna, priložnostna druženja. Pomeni, midva lahko že zaživiva tudi na eno spolnost, če sva že tega sposobna, ampak sva midva ne oziraje se na karkoli lahko prihajava, odhajava, nima nobenih odgovornosti, nobenih dolžnosti, samo imava se lepo, nekaj časa, dokler nema paše in potem greva narazen, ne glede na to, kaj sva, kaj nisva, ker se nisva nič odločila za nobeno stvar. Ampak telo tle ne da miru. Telo tle ne da miru, ker naenkrat se začutiš tako izkoriščenega, izpraznjenega, izropanega, da nekdo samo stopa vate in potem zgine in nima popolnoma nobenih ozirov do tebe, nobenega odnosa do tebe, da si tam samo nekdo, s katerim nekdo doživlja neko orgazmično doživljanje, orgazmično občutje in da se samo razveseljuje, da je znal ob tebi, da si ti v njemu prebudil ne vem katero že organsko doživljanje. To tako hitro skrahira in izprazni, ker postaneš res samo predmet zadovoljevanja potreb drugega, katerih koli že. Ne? Čustva in ostale globine pa ostajajo nenagovorjene. In je ta tragedija teh mladih ljudi tle res težka in jim lahko pomagamo. To so odnosi brez upanja. To so odnosi, kjer upanje sploh ne gojijo. Saj mi smo zato tu, da se imamo radi in da se imamo fajn, bodo rekli. Ne? In da uživaj, dokler si mlad in dokler imaš vse na voljo, ampak telo se tukaj ne da. Telo je tisti opozorilni znak, ki kmalu pove, ta del ne zmorem več, ne bom vstopil v ta svet, hudo mi je organsko, mi ne prevlačeš, organsko ne morem zdržati, to, kar reče ti ljudje, ne prenašam te več, nočem te videti v svoji bližini. In se začnejo vsega bati, bojijo se ljubezni, bojijo se zaljubljenosti, hrepenenja, ker je to za njih postane posesivnost. Ne? Ja, strah je velik, ampak verjetno tudi posledica tega, kar so doživljali sami morda v primarnih družinah, ko sta šla starša narazen. Ta poplava vseh teh mogočih in nemogočih ločitev, ko se ljudje ločujejo zaradi česarkoli, je tisto, kar v teh otrocih dejansko prebudi en globok strah in nezaupanje v odnos. Kdo pa je tukaj zvest, če moj oče in moja mami nista bila zvesta, ko sta vendar dva najbolj močnejše ikone mojega življenja, ki sta mi pokazala, kaj ljubezen je, ki sta me uvedla v ta svet, mi dala življenje, mi pokazala, kako se v tem svetu živi, na kakšen način se v tem svetu ustvari odnose, kako se ljubljen, hoteni življenje, da ta dva zdaj kar naenkrat postaneta najhujša sovražnika in drugega mečeta iz hiše, ne? Oziroma smo mi kar zdaj razdeljeni med dva pola, ki se med sabo sovražta. Jasno, da ti otroci zaradi tega doživljajo tudi svoje notranjost kot neprivlačno. Očitno z mano nekaj ni v redu, ne? Ker ti otroci ne bodo rekli, ok, naši starši so se ločili, imeli so težave in so šli, sem pa v redu. Ne?
mi si vedno znamo to narediti z mano, nekaj ni v redu. Kako izstopiti iz tega? Morda zdaj tudi ta adventni čas, ko sva rekla, da je pomembno počakati in vztrajati. Ta adventni čas je med študenti, med mladimi ljudmi tako pomembno mi je ta spokorna bogoslužja. Pa ne zdaj, da oni, da ne vem, katero krivdo odkrivajo na sebi, ampak čisto, da znajo spet doživeti, da jih Bog ljubi. Kako pa lahko to doživijo? Ja, oni doživijo to preko pesmi, preko nagovorov, preko nekoga, ki je tam, ki jih ima rad, ki verjame v njih, ki moli za njih, ki je z njimi, ki jih na novo uči, da je ponosen na njih, da zna z njimi sodelovati, da jih vodi. Da je nekdo njihov pravi oče. Ja, da je njihov pravi oče, ker tega danes tako potrebujejo. Ti mladi ljudje se bodo takoj zavohali, kje so ljudje, ki jih imajo radi. Takoj bodo tja prišli. Se res, da tam srednji šolci tam potrebujejo ogromno animacije, ogromno spodbude, tudi študentje poznajo, mladi ljudje, ampak ti so že zelo drugačni, ti se že družijo zaradi tega, ker čutijo, da je tam nekaj, da je nekdo, ki jim bo mogoče pomagal, nekdo, ki bo verjel v njih, nekdo, ki bo jih pripeljal čisto do molitvene drže. Pri teh verukih za študenti je tako pomembno jih res pripeljati do tega, da začnejo res prakticirati religijo, vero, da začnejo videti, kako Bog res deluje. Na kakšen način ta naša vera zares je vrednota, kjer lahko stopaš v ta svet lepega, čudovitega, božjega in kako Bog stopa vate. Oni morajo to doživeti. In to doživijo, če jih seveda vodimo in skušamo biti jim blizu, jih imeti rad in v njih najdeti tiste potrebe in želje in njihove osnovne držanje, ki morajo biti naslovljene. Tako da je to neki izziv za nas. Vedno je bil izziv za nas, mladina je vedno bila izziv, sodobna je pa seveda v tem oziru še malo bolj, ker res potrebuje stabilnost, zato imamo mi danes tudi toliko tega odklona v desno, kot rečemo velikokrat, kako postajajo ti mladi včasih res pravi tradicionalisti, ker jim tam to omogoča varnost, zavarovanost, tradicija, nekaj, kar je preizkušeno, nekaj, kar se lahko nasloniš, kar je brezpogojno, kar je že tako utečeno, da jim to daje osnovno varnost, in je manj te ustvarjalnosti včasih videti pri njih, in da jim to odpreš novo obzorje, je dejansko nekaj, kar je najmočnejše upanje, in to je advent za te ljudi. Kako dragoceno je to zagotovo kažejo množice, pravzaprav, ki pridejo denimo k vam, k frančiškanu ob sredah, pa tudi drugam, kjer se zbirajo mladi in kjer skrbijo prizadevno za te ljudi, ki tam prihajajo, je res to živ čudež, kaj so ti ljudje sposobni vse narediti. Tam je prostor druženja, tam je božje, tam je molitev, tam je čisto drugačno občutje, ko prideš med te ljudi. To je mladina, ki moli. To niso samo ljudje, ki bi radi tam nekaj doživeli, ki bi brenkali na strune čustev in se imeli fajn, nekaj prepevali, nekaj doživeli. To so ljudje, ki molijo. In jih vidiš, kakšno držo to imajo. Gre za res, Pri njih gre za res, ja. Seveda se tam je polno iskalcev in pridejo ljudje, ki hočejo samo videti, kaj se to dogaja, kje to je. In je to strahovito nalezljivo. To prihaja tudi potem v veruhu najrazličnejši ljudje z najrazličnejših zornih kotov, izkustev, celo drugih verskih prepričanj, ki hoče videti, kaj se tle dogaja. Meni je to zanimivo, Ni to zdaj tisto samo imeti eno novo doživeti, iskalci, čudežev, doživljen, ne vem kaj, občuti, kaj bomo vse mi tle doživeli. To so ljudje, ki hočejo res videti, da to deluje. Na kakšen način to deluje v njih. Na kakšen način, če se oni priklopijo, bodo oni zdaj drugačni. Kako se izpopolnijo, kako nagovarja njihovo notranjost, kako nagovarja njihovo življenje. Kakšne so oni, kako se oni počutijo po enem takšnem srečanju z nami. Pri maši, kaj naredi se tam, kaj je res ta Kristus vstopa na ta oltar, stopi na ta svet ali ne. In to imamo mogoče mi kristjani velikokrat
absolutno, bomo rekli tako preprosto, premalo ponosa in vere. Da Bog res stopa med nas. Se to niso samo jaslice, kjer ga bomo srečali zdaj v božičnih dneh, ne, bo zelo kmalu, ne, ampak ta Bog res verjame, da stopa, da je vsaka maša božič, da je vsaka maša rojstvo Boga in da je vsaka maša tudi spočetje Boga v nas, ko ga prejmemo v obhajilu. To je najmočnejše čiščenje, to je tisti advent, ki ga mi vsi pričakujemo. Vsaka maša je nov advent, novo čiščenje, nov način, kako Bog vstopa v nas. Imate pri vas kar celo leto advent v takšnem vzdušju? Ja, to je res, mi smo srečni ljudje tam, ki vse to imamo in moramo za te ljudi in jim to dajemo, vedno rečemo, to je vaš dom, tukaj smo doma, tukaj smo bratje, ki mislimo na vas, ki molimo za vas, ki ste naši, vas imamo radi. In bodo ti ljudje seveda ob tem doživljali, Bog te ima rad. Ni to samo nekaj, kar je neke fraze se nekdo izmislil, ker pač so retorične in zelo privlačne in nagovarjajo. Ti ljudje verjamejo. Oddajo Za življenje spremljate s patrom Kristjanom Gostečnikom. Danes v adventnem času seveda nekaj besed še v drugi polovici oddaje o tistih, ki v teh dneh potrebujejo, iščejo svetlobo. Ker so sami, ker so noči dolge, ker je tu brezup. Božična zgodba, morda kot navdih za preizkušnje v življenju, za tiste, ki se soočajo z bolečino, osamljenostjo, izgubo. Kako nagovoriti te ljudi v dneh, ko seveda po mestih vse poka od nekega predbožičnega veselja, veseljačenja pa svetlobe, ki je umetna. Kaj pa tisto znotraj? Ja, so ljudje, ki to res sovražijo, ker je njihova notranjost popolnoma drugačna, bodo to tudi povedali, ne marajo tega, nočejo vsega tega, bežijo stran vsega tega. Še zlasti, če tle doživljajo samo en velik komercializem, tržništvo, če samo trgovino vidijo o tem, in izkoriščanje in kako skušajo ljudje drug drugemu oziroma trgovci umetno ustvariti neko vzdušje, kjer bodo ljudje veliko kupovali in oni veliko artiklov prodali. To je vse lahko res. Po drugi strani je pa, kaj hočeš res v tem svetu doseči novega, lepega, drugačnega. Vsaka taka luč je lahko zate spodbuda, mislim te luči na drevesih, tudi te so lahko včasih. Je nekaj drugačnega, novega, kako vzameš to. In osamljenost in ljudje, ki so ubogi v teh ljudeh, torej v teh časih so lahko še veliko bolj osamljeni, zaradi tega, ker se res čisto osamijo, ker jih vsa ta truš moti, ker nočejo se s tem ukvarjati, ker bežijo stran od vsega tega. Ampak cerkev je pa zmeraj tle za vse te ljudi, ki so verni, kraj, kamor lahko pridejo, kjer je bežališče, kjer se skušajo najti ali prispovedi, ali skušajo najti kakšne nove molitve, skušajo najti tudi novo upanje v tem, novo hrepenenje v tem, celotna liturgija nas vedno znova to nagovarja k temu. Tudi doma, da si postavimo Marijo Romarico imamo te adventne vence, imamo te sveče, ki jih prižgemo. In to so ti simboli upanja, ki so izjemno močni. Če to mi vse stran damo in se nam zdi to vse malo tako zastarelo, čudno in nesmiselno, potem smo res ostanemo v teh časih zelo, zelo sami. Hočem reči, da so to pomoči, da so to elementi upanja, ki je čudovito, če si jih malo prižgemo, kakšno svečo, če imamo tam, nekaj zmolimo, nekaj darujemo, na neki način meditiramo, malo se zamislimo nad svojim življenjem, prebudimo novo upanje v sebi. To je jedro vsega tega.
In ti elementi, ti simboli nam dejansko k temu, kar silijo, dobesedno nasilje nam pomagajo, da v sebi zaživimo neko novo življenje. Ne? Ja, nas vodijo k bistvu, torej Kristusovemu rojstvu, Ja, nas vodijo tja k tej luči in je pomembno vse to na neki način na novo si ovrednotiti. Tudi jaslice, ki jih postavljamo, res to so otroške igrače, to so najlepše igrače za otroka, pa tudi za nas odrasle so to nekaj izjemnega, da malo glasbe si dobimo, uredimo naše domove, jih pospravimo, počistimo, naredimo to čistost srca tudi navzven, ne, in da skušamo tam res vstopiti v en nov svet, ker to je nekaj, kar naše človeško srce nujno potrebuje, da lahko gre naprej, da lahko gori novo upanje. In tu je Bog z nami. To je molitev najbolj na mestu. Ker ko začneš moliti, se tudi tvoja drža popolnoma lahko spremeni. Ne? To niso prazne besede, so besede upanja, so besede, ki jih ljudje, ki so bolni, ki so bili preizkušeni s težkimi preizkušnjami življenja, s tragičnimi izgubami, molili si nekaj drugega. Nekdo je vstopil v njihov svet in jim napolnil in naredil nekaj novega. In marsikomu je Marijin zgled zelo blizu, s njeno držo molka, poslušanja. Ja, to je ta brezmadežna, jutri je praznik. Jutri veliki dan, nek veliki praznik. Ta je imela upanje proti upanju. Tam pa je res bilo upanje proti upanju. Ne? Ko se je angel prikazal in je povedal, poglej, zgodilo se bo nekaj največjega, kar človečanstvo pričakuje že stoletja, ne? Ti boš ta. In ja, najbrž, da je bilo to zanjo eno veliko presenečenje in skrajna zmeda, kako se bo zdaj to zgodilo, kaj bo zdaj z tem, ne? Ona je postala upanje sveta, upanje drugačnega sveta, upanje novih razmer, upanje nove dobe. Vse to je bilo tam. Ja, najbrž, da to, kar mi danes vse vemo, na tistem trenutku ni razmišljala. Bila pa je totalna zmeda in je morala zaupati temu angelu, da to, kar on je obljubljal, da bo res Bog vstopil vanjo in da bo spočela Boga samega, da je bilo to izjemno tveganje zanjo. Ne. Verjeti to, da se bo to res zgodilo, da je ona zares izbrana. In to je bilo to skrajno oblika upanja. Ne? Zato tudi rečemo brezmadežna. Pomeni, da ona že od samega začetka ni imela teh dvomov, teh zapletov, ki jih imamo vsi ostali s tem izvirnim grehom. Verjela je čistost upanja, čistost ljubezni, čistost Božjega. V njej je Bog že ob samem spočetju vstopovanju. Ne? To je to brezmadežno spočetje. Ne? Da je lahko verjela vase, da je lahko verjela v svojo intuicijo, da je lahko verjela, da to, kar angel pripoveduje, da je res, da je lahko vprašala, kako se bo pa to zgodilo. Ne? Sicer je bilo verjetno tudi prisotno kar nekaj strahu. Ja, ampak ona je zmogla iti preko vsega tega. Ne? No, nam se to ne bo zgodilo, ne? Da bi angel prišel in nam rekel, da smo milosti polni, ne? Pa vseeno smo povabljeni v tem času k upanju. Ja, Marija nam je tle ena velika priprošnjica. Ona vstopa v ta adventni čas z zelo res polnostjo te čistosti, ne, čista ženska, čistih namenov, ne, to je to, ne, čista v svoji veri, čistega upanja, ki je vstopala tu. Kdo si pa ne želite iz čiste ženske, ki je brez zavisti, brez teh zlih namenov, ne? Ja, zlih namenov in sovražnih posegov, ne? To je ta Marija, ki je tam zares v polnosti brezmadežna, ravno v tem, ne. In zanimivo, da smo se ljudje zmeraj to brezmadežno želeli, tudi v najhujših časih, ne, ko smo odpravili vse te verske simbole, saj želeli smo si pa ustvarili 8. marec, ne. Tudi žensko, ne, ki naj bi tam bila nekdo, ki je simbol tega upanja, simbol drugačnosti, simbol svobode, najbrž tudi upanja, ne, ki zna pokazati na svet, torej ni bila kakšen simbol materinstva, ki je itak zraven vedno avtomatično, skoraj da, ne. Ampak ženska žena, ki gleda v svet z drugačnimi očmi svobode, ne oziraje se na karkoli, brez te temeljne maščevalne zavisti, ampak
svobodna, ki zre, ki pozna sebe, ki zna svojo vizijo, ki zaupa svoji intuiciji, ki lahko postane mati. In posluša Boga. In posluša Boga, to je brezmadežna. Ja. Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala. Za konec ob bližajočih se praznikih res veliko miru, tišine in upanja, spoštovani poslušalci, da bi jih doživeli v pristnem družinskem vzdušju ali pa, če ste sami, da bi doživeli kak lep obisk in da bi vas ta razveselil, napolnil, da bi vas grelo. Če pa pogreje kaj takega, kot pogreje starše ogenj najstnikov, pa prisluhnite oddaji prihodnji mesec, ko bo že novo leto. Kristjan, tik pred izdajo tiskom je nova knjiga. In bomo jo sigurno predstavili. Ples z ognjem. Z ognjem. Ja, najstniške teme, ki so še kako aktualne za marsikaterega od staršev. Če pa se je porodilo kakšno vprašanje o poslušanju današnje oddaje, kakšna izkušnja, pa kar pogumno za pika.življenje@ognjisce.si, veseli bomo pošte, že takoj v 1. januarski soboti. Kristjan, vse dobro in blagoslovljene božične praznike. Enako in vsem poslušalcem. Hvala. Za življenje. Za življenje.